Pozdravljeni! Dobrodošli v kulinaričnem kotičku. Danes je z nami Andreja, ki bo sama pokazala, kaj bo skuhala. Andreja je bila sicer že naša gostja leta 2014, pred 11 leti. Tako je, hitro mine. Kaj si pa skuhala? Tajsko juho. Če bi želeli več izvedeti o tajski juhi, si ta prispevek lahko pogledate v našem arhivu. Kaj boš pa danes pripravila za naše gledalce? Danes bom pripravila italijansko jed, in sicer vegansko omako bolognese. Namesto mletega mesa bomo uporabili sojin drobljenec. V redu. Zdaj ti bom prepustila kuhinjo, da boš vodila. V redu. Zdaj pa glejte in uživajte. Najprej bom dala olivno olje. Ne skoparimo z oljem, damo ga, kolikor lahko, da izboljšamo okus. Dala bom še česen, a ne nasekljanega, temveč narezanega na 4 dele. Poglejte. Dala bom 3 stroke česna. Zakaj ga prerežemo na 4 dele? Ker daje močno aromo in tudi lepo diši. To se mora popeči do zlatorumene ali rjave barve. Kako lepo diši. Tako je prav, da ga narežemo na dele, ne nasekljamo. Na tak način se tudi okus izboljša. Kmalu bo zlatorumene barve. Sedaj dodamo sojin drobljenec. Zdrobimo ga kot pri mletemu mesu. Zdaj bom dodala paradižnikovo kašo. Ne dajemo mezge. Kaša je boljša, ker daje okus. To pride 250 ml. Dodala bom še sol. Malo, ne veliko. 2 ščepca, to je to. Potem še sladkor. 1 žličko. Premešamo. Zakaj sem dodala sladkor? Ker je paradižnikova kaša kisla in sladkor dodamo, da bi bil okus malce sladek in prijeten. Zdaj bom zmanjšala temperaturo, da ne vre preveč, ampak počasi. Pustimo približno pol ure. Seveda je potrebno vmes še premešati in paziti, da se ne bi sprijelo. Zdaj zavremo vodo. Posolimo jo. 2 ščepca bo dovolj. In dolijemo malo olja. Zakaj sem dala olje? Da se svaljki ne bodo sprijeli, ker so iz moke in se radi sprimejo. Tako bomo svaljke ločili.
Ko čakamo, da voda zavre, vam bom nekaj povedala. Slovenci imamo navado, da za omako bolognese z mletim mesom najprej na olju popražimo nasekljano čebulo in dodamo mleto meso ter ga popražimo. Nazadnje dodamo papriko v prahu in paradižnikovo mezgo in še lovorjev list, sol in po želji še poper. Nato dolijemo vodo. Tako ne delam, ker se mi zdi tole veliko bolje. To je pravi italijanski način in je zelo preprost in manj sestavin je, kakor ste danes videli. Preprosto. In tudi omaka je kremasta in gosta. Meni se zdi tako dobra. Pri nas jo običajno kuhamo pol ure, italijanska z mletim mesom pa se kuha 2 uri. Ko daš vse in na koncu, ko je omaka že narejena, pustiš, da počasi vre, zelo počasi, in vmes je potrebno mešati. Kuha se pa 2 uri, da se okusi izboljšajo. Ko je na vrhu olje, to pomeni, da je kuhano. Tole se kuha malo časa, ker je iz sojinega drobljenca, ker je to že prej popečeno in začinjeno. Kuhamo samo pol ure. Voda je že zavrela. Prej sem vodo že posolila in dodala olje. Zdaj bom dala notri svaljke. Rahlo premešamo, da se spodaj ne bodo sprijeli. Kako ugotovite, da so svaljki skuhani? Ko opazite, da svaljki priplavajo na površje, to pomeni, da so kuhani. Zdaj počakamo, dokler svaljki ne bodo priplavali na površje. Še malo bomo pustili. Še 1 minuto. Zdaj ste videli, da so svaljki priplavali na površje. Zato jih odcedimo. Svaljki so odcejeni. V lonec damo malo omake, da se ne bodo sprijeli. Rahlo premešamo, ne grobo, da se svaljki ne primejo in razpadejo. Počasi. Enakomerno mešamo. Porazdelimo po krožniku. To še ni konec. Zdaj jih prelijemo z omako. Preden končamo, dodamo še parmezan. Parmezana lahko dodate več ali pa manj, po želji.
Če imate radi več sira, lahko dodate več parmezana. Dobro je, naj ga je več ali manj, enako dobro bo. Danes si tole res odlično pripravila. Ko sem te gledala, mi je bilo zanimivo marsikaj. Že to, da je česen dovolj in da ne rabimo čebule. In da namesto mletega mesa uporabimo sojo, videti je čisto kot mleto meso. Hvala, da si to pripravila. Zanima me tudi, če je kdo od gledalcev doma tole že poskusil. Če še niste, poskusite doma uporabiti ta recept. Zakaj pa ne? Saj poskusiti ni greh. Vse se da poskusiti. Zdaj lahko poskusim? Izvoli. Okus je kot pri mletem mesu. Je pa boljše, bolj kremasto. Ima močan okus po paradižniku. Pa gosta je, ni redka. Hvala, da si to pripravila. Se vidiva spet naslednjič? Z veseljem. Hvala. Nasvidenje.